Smo na osrednjem trgu v Velenju, v mestu, ki je vzcvetelo po drugi svetovni vojni in ki so ga dajali kot zgled razvoja v takratni federativni Jugoslaviji. Bilo je tudi v skupini mest, ki so v Jugoslaviji nosila Titovo ime. Titov trg obkrožajo kulturni dom, knjižnica, občinska stavba ter 3 spomeniki. Spomenik rudarja, prvi javni spomenik postavljen v Velenju po drugi svetovni vojni in predstavlja poklon rudarski dediščini mesta. Onemele puške, spomenik padlim borcem in žrtvam nacifašističnega nasilja 1941-1945. Z navzdol obrnjenimi puškami predstavlja simbol miru in poziv k boljšemu življenju. Osrednje mesto na trgu pripada kipu Josipa Broza Tita. Oblikoval ga je hrvaški kipar Antun Augustinčič po zgledu kipa, ki stoji pred Brozovo rojstno hišo v Kumrovcu. Spomenik so odkrili v čast Titove 85-letnice, 40-letnice prihoda Tita na čelo Komunistične partije Jugoslavije in 40-letnice ustanovnega kongresa Komunistične partije Slovenije. Odkritje kipa je bilo 25. junija 1977. Kot je poročal Naš čas, se je na trgu v lepem sončnem vremenu zbrala več tisočglava množica. Odkritja so se udeležili tudi takratni vidni predstavniki slovenske politike, predstavniki pobratenih mest in Slovenci iz zamejstva. Odkritja sta se udeležila tudi kipar Augustinčič in slovenski slikar Božidar Jakac. Mesto je bilo okrašeno s cvetjem, zastavami in pisanimi baloni. Proslava se je pričela ob 10. uri, nekaj pred tem so odjeknile salve. S pristankom padalcev z zastavami se je pričel mimohod, v katerem so udeleženci prikazali dosežke mladega mesta. V povorki so sodelovali rudarji, predstavniki delavcev Gorenja in drugih delovnih kolektivov, pripadniki enot teritorialne obrambe, predstavniki različnih kulturnih organizacij, pevskih zborov, gledaliških in folklornih skupin, športniki, taborniki, planinci, lovci ter mladi od vrtca do srednje šole. Mimohodu je sledil kulturni program. Zbrane je nagovoril predsednik zbora Združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije Štefan Nemec, kip pa je mladim predal predsednik skupščine občine Velenje Nestl Žgank. Lokacijo kipa je določil kipar, figura maršala je visoka okoli 6 metrov in stoji na 4-metrskem podstavku. Antun Augustinčič si je kip zamislil po podobi Tita, kot ga je videl na zasedanju Avnoj novembra 1943. Tito je oblečen v vojaško uniformo, ogrnjen ima vojaški plašč, obut je v visoke škornje. Že za kip v Kumrovcu ga je oblikoval kot razmišljujočega poveljnika, ki se sprehaja z rokami sklenjenimi na hrbtu. V času po letu 1991 je bil nekajkrat podan predlog o preimenovanju trga in odstranitvi spomenika.